Dober dan v petkovih minutah za kulturo. Z nami je Jela Krečič, novinarka kulturne redakcije, ki se ukvarja z vprašanjem, kaj in kako kriza vpliva na kulturo v Sloveniji, na delovanje javnih kulturnih zavodov, kako vpliva na njihove programe, zaposlitve, kadrovske rešitve in tako dalje. Jela, ti si sredi dela še. Kakšne odgovore si dobila recimo z ministrstva, oziroma kakšna pisma so dobili ti javni zavodi, s kakšnimi navodili glede financ? Izhodišče tega mojega raziskovanja je bilo v bistvu to, da so sredi avgusta javni zavodi dobili sporočilo z ministrstva, da jim bojo del sredstev že odobrenih za leto 2013 pač odvzeli, ne. In moje vprašanje je bilo, kaj to pomeni za kulturno institucijo, če sredi leta v bistvu že obljubljena sredstva za program, ki ga je dolžna izpolniti, ne, kaj to za njih pomeni. In izsledki so pač logično, noben ni srečen zaradi tega, tudi so, bi rekla, direktorji kulturnih zavodov vznemirjeni, predvsem zato, ker ne vejo, kaj pričakovati v prihodnje. Boleče je bilo zanje pač ta poteza ministrstva, predvsem zato, ker so že z letom 2013 dobili zajeten kos manj denarja, recimo Cankarjev dom 400 000 evrov manj kot leta 2012, potem pa sredi leta še več kot 130 000 reza, ne. In seveda take vsote se kulturnim institucijam poznajo, ne. Kako se ti zdi, da se znajo spoprijeti s tem minusom? Kje se to najbolj pozna? Na programu? Jaz bi rekla, ampak to je moj vtis, morda se motim, da najbolj prizadene galerijske institucije. Zdenka Badovinac in Barbara Jaki sta pač povedali, da to za njih pomeni dejansko veliko okrnitev programa, manj razstav, manj katalogov, nič več dvojezičnih katalogov. Skratka, neka strokovnost s tem začne počasi propadati, ne. In strokovna naloga takih zavodov. Tako da, kaj pa gledališča, kar se posebej izpostavlja? Gledališča, recimo Cankarjev dom sam prinese s sponzorskimi sredstvi in z vstopnicami okrog, mislim, da 4 milijone na leto v svoj proračun, ne. Tako da v bistvu izvaja program z delno pomočjo ministrstva in si očitno na tak način tudi pomaga, kadar pride do takih rezov, ne. Drama je recimo privarčevala deloma pri sanaciji Male drame in so si s tem nekako pomagali, pa odrekli so se gostovanjem. Skratka, institucije potem poskušajo na raznih postavkah iskati rezerve, ne. Opozarjajo pa vsi, da teh rezerv praktično ni več. Še celo samo ministrstvo. Se pravi, to je tolažilna beseda z ministrstva, da naslednjem letu... Ministrstvo obljublja, da bo proračun v naslednjem letu stabilen, skratka, da takih pretresov več ne bo. Poziva pa vse javne zavode, da naj se obračajo k evropskim sredstvom, tam poskušajo najti dodatne vire financiranja, ampak kot rečeno istočasno pa priznava tudi, da nadaljnji rezi v kulturni budžet bi bili pač preveč, ja, bi že resne posledice pustili na kulturni krajini Slovenije. Hvala, Jela, za te nekaj informacij. Ti boš temo končala in v prihodnjem tednu jo nameravamo objaviti v časopisu.